Dober večer. Spoštovani predsednik Državnega zbora, gospod Janko Veber, spoštovana gospa in gospod Cjuha, dragi gostje, lepo pozdravljeni v Galeriji Jakopič na odprtju retrospektivne razstave Jože Cjuha Labirint časa. Z razstavo, ki jo nocoj odpiramo, se poklanjamo velikemu umetniku, slikarju, ki ima za seboj že skoraj 70 letij plodovitega ustvarjanja in je za svoje umetniško delo prejel številna domača in mednarodna priznanja. Razstava predstavlja likovni opus, ki ga je umetnik začel ustvarjati v sredini preteklega stoletja. Na ogled postavlja risbe in slike od 50 let dalje, opozarja na dela med letoma 67 in 81, ter jih sopostavlja z velikimi formati, naslikanimi v zadnjih letih. Do sredine aprila si bo tako moč v galeriji ogledati skoraj 150 Cjuhovih del, vrhuncev njegovega bogatega ustvarjalnega opusa. K uvodni besedi vabim direktorja Muzeja in galerij mesta Ljubljane, gospoda Blaža Peršina. Dober večer, spoštovani predsednik Državnega zbora, gospod Janko Veber, spoštovani gostje, spoštovani mojster Jože Cjuha. Mene res veseli, da ste se udeležili te otvoritev v tako velikem številu, kajti to ni navadna otvoritev, to je ena velika retrospektivna razstava enega največjih slovenskih živečih umetnikov, slikarja, ustvarjalca, pripovedovalca zgodb gospoda Jožeta Cjuhe. Šlo je za velik napor, da smo pripravili to razstavo. Velika zasluga za to gre obema kustosinjima, Barbari Savenc in Mariji Skočir, z vso tehnično ekipo našega muzeja, z vsemi sodelavci, ki so pripravili to razstavo in dali nekako maš njegovemu delu, njegovi bližajoči se 90-letnici. Jože Cjuha je pripovedovalec zgodb, je pripovedovalec na nek način dvodimenzionalnega sveta, ki pa ga slika z neko tenkočutno prisotnostjo o človeku, kaj človek je, kaj nam človek pomeni in kako človeka gledamo danes. On je figuralik, ki potuje od ilustracije do akvarela, do risbe, do slik na platnu, do slik na steklu, pleksiju, skratka medijih, ki sliko in njegovo potezo obravnavajo z različnih aspektov, z različnih videnj in njegovih ponazoritev. Jaz bi ob tem se zahvalil Bojanu Lazareviču in vsem, ki so pripravili tudi katalog, skratka res vsem, ki so poglobljeno stopili v njegov svet, ki je mogoče bil v zadnjem obdobju malce prezrt, vendar menim, da smo sedaj s to razstavo dosegli tisto, kar si res zasluži, nek pogled, njegov duh, njegov prostor, njegovo mednarodno konotacijo, ki jo Cjuha nedvomno nosi. Skratka, gospod Jože, jaz sem res fasciniran. Danes zjutraj, ko smo imeli vodstvo za novinarje in za mlade obiskovalce, študente, ki bodo vodili po tej razstavi, sem videl neke begajoče oči, ki so spraševali umetnika, kaj nam hoče povedati, on pa je bil mogoče celo najmlajši med njimi. In to je tisto, kar nam daje neko voljo do življenja in neko voljo, da Jožeta Cjuho res bolje spoznamo. Najlepša hvala. Kot rečeno, je razstavo Labirint časa s strokovno in srčno predanostjo sta pripravili kustosinji Marija Skočir in Barbara Savenc. Kako 70 let ustvarjanja strniti na eno samo razstavo in kako pri tem pripraviti še pregleden katalog z reprodukcijo preko 200 avtorjevih del, nam bo zaupala kustosinja Marija Skočir. Spoštovani gospod Cjuha, spoštovani gospod Veber, gospod Koželj, dragi vsi nocoj prisotni.
Razstava, ki jo danes odpiramo, ni le poklon avtorju za njegovo umetniško nadvse plodno dolgoživost. Niti ni zgolj predstavitev nekega opusa, za katerega se je zdelo prav, da ga pač predstavimo. Je izpolnjevanje poslanstva vseh kulturnih slovenskih ustanov, da javno seznanjamo z genialnimi dosežki ustvarjalcev, ki bivajo med nami in v kakovosti svojega dela segajo daleč preko nacionalnih meja. Dosežke ustvarjalcev, na katere smo kot narod upravičeno lahko ponosni. Glede na prostorske specifike Galerije Jakopič in razsežnost kataloga smo prišli do zelo strnjenega izbora del, ki zmorejo celotno pripoved avtorjevega ustvarjanja zaokrožiti, izpostaviti bistvene poudarke, ustvarjati medsebojni dialog ter obiskovalca smiselno popeljati skozi tako imenovani labirint časa, ki je predvsem prispodoba avtorjeve vseživljenjske težnje po iskanju še neodkritih virov navdiha, ki so zaznamovala njegova številna potovanja po svetu. Razpored del na razstavi je vsebinsko-kronološki, kar pomeni, da se dela smiselno združujejo v motiviki in vsebini, hkrati pa nedosledno, a povedno zasledujejo kronološko postavitev. Preko najstarejših, manj znanih del, ki v strnjeni pripovedi številnih del povzemajo ritem in repetitivno obdelavo motiva, razstava vodi do najimpozantnejših del na pleksiju, združenih v samem jedru razstave, po kateri je avtor publiki najbolj znan. Nato se prevesi v sodobnejši čas, do vse večjih formatov akrilov na platnu in pleksi steklu. Razstava se izteka kot odprta pripoved o avtorju, ki je še vedno vsak dan znova predan ustvarjanju in iskanju. Jože Cjuha je skozi svoj življenjski opus pokazal, da je mogoče na človeško nizkotnost opozoriti s kontrapunktom lepote. Šele tako se v človeško zavest lahko prebije dejstvo, da so izboljšave mogoče, da harmonija ni iluzija. V slikah, ki so pred vami, boste poznavalci začutili tudi botrstva velikih domačih in tujih ustvarjalcev, ki pa je avtorju vselej omogočalo osebnostno in umetniško rast. In skozi Cjuhovo izjemno poznavanje metjeja porajalo njegove izvirne slikarske rezultate. Jože Cjuha nikoli ni zapadel v epigonstvo, uspel pa se je ogniti tudi temu, da bi ga njegova lastna umetnost izrabljala za medij, skozi katerega se pretakajo bolečina, brezup in svetobolje, ki šele lahko prelijejo globoko ekspresivne podobe na platno. To je ena od lastnosti, ki bo Cjuho vedno ločevala od številnih naših pomembnih likovnikov. Jože, ne le zato, kar ste prispevali slovenski kulturi, kar ste poklonili vsem nam, ki ljubimo umetnost, temveč za širino vašega duha, ki jo danes vse prepogosto pogrešamo, iskrena hvala. Ko smo se z umetnikom in našim direktorjem, gospodom Peršinom, prvič soočili z idejo skupnega sodelovanja, je bila ta brez velikega entuziazma nepredstavljiva. Podprli so ga moji odlični sodelavci v tem projektu. Najprej kolegica Barbara Savenc s svojim nepogrešljivim, strokovnim in kolegialnim prispevkom. Nika Perne z nepogrešljivo vztrajnostjo. Hvala tudi kolegu Marku Košanu za pronicljiv strokovni prispevek. Pred nami je, kot rečeno, tudi doslej najobsežnejši katalog Galerije Jakopič, ki odraža idealno vizijo kakovosti naše galerije. Skozi dovršene reprodukcije fotografa Matevža Paternostra bomo začutili resnično bogastvo tukaj razstavljenih del tudi takrat, ko ta ne bodo več visela na stenah. Oblikovalec Bojan Lazarevič je celotnemu projektu podaril obliko vredno njene vsebine in uspel postaviti meje tam, kjer se je vsebina zdela brezmejna. Tiskarna Gorenjski tisk je to obliko udejanila, za kar se zahvaljujem predvsem gospodu Bogdanu Perhavcu.
Hvala naši konzervatorski službi z vodjo Katarino Toman-Kraci, na tehnični službi z Mitjo Marcem, komunikacijski službi, predvsem Maji, Jani, Petri, Niki, skratka vsem, ki sodelujete pri tem obsežnem projektu. Nenazadnje in izjemno pomembno, dovolite, da se zahvalim ostalim članom družine Cjuha, gospe Radmili, Petru in Marjeti Brenk, za zaupanje, brezkompromisno podporo in Petru tudi za strokovno sodelovanje. Številnim zasebnikom, ki so za nekaj mesecev sneli dela tudi s sten svojih dnevnih sob, saj slike, ki jih vidite na razstavi, živijo z njimi, iskrena hvala. Koroška galerija likovnih umetnosti iz Slovenj Gradca je projekt podprla na zelo svoj način. V začetku prihodnega leta bodo ta isto razstavo pokazali v Slovenjgraški galeriji. Moderni galeriji Ljubljana, javnemu zavodu Galerija Velenje, Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje ter številnim drugim ustanovam in posameznikom sporočam, samo z vašo pomočjo smo lahko pripravili razstavo, kakršno si Jože Cjuha v tem trenutku tudi zasluži. Jože, držali vas bomo za besedo, da se srečamo ob vaši 100-letnici. Zdaj pa vam besedo tudi predajam. Hvala lepa. Jaz seveda nisem tu, da bi vam kradel čas. Je pa zelo zanimivo poslušati oziroma prisostovati takim prilikam, ker človek veliko izve o tem, kaj je. Torej, seveda, jaz nisem tisti govorico, da pripovedujem pravljice, da pripovedujem legende. Jaz sem tisti, ki to slika. O tem pripovedujejo malo več Don Quixoti in vse tisto, kar ste videli in kar ste obesili. Kar moram reči je to, da sem vesel, da se je vendar realizirala moja želja, da bi se predstavil pred domačo publiko. Doslej mi to ni bilo dano, čeprav sem to tudi poskušal. So pač take prilike, vsi imamo težave in je moja težava v tem še najmanjša med vsemi drugimi. Vendar zgodilo se je in zdaj ne bi ponavljal imena, ki so zaslužna za to, da je prišlo do te razstave, da ta razstava visi, da je na ogled od direktorja mestne galerije do teh dveh punc, ki sta to realizirale z navdušenjem in entuziazmom. V bistvu, jaz pa tem nisem imel nobenega dela. Edina razstava, v katero sem pač prišel, nažalost iz bolnice, ker so me mečken pripravljali na mojo 100-letnico, torej radi bi mi podaljšali. Moram povedati, da sem se tudi pozanimal, imam zelo dobro fizioterapevtko, ki mi je priporočala svoje čase, naj si umislim palco. In ko si jo pa vprašal, kako bom pa doživel oziroma živel, ko bomo 100, ja prav, še ena palca. Vendar nekaj bi še moral reči, nisem našteval ljudi, ki so k temu pripomogli, ki imajo velike zasluge, ki se jim ponovno vsem zahvaljujem. Moram pa reči, v mojem življenju nisem nič drugega delal kot slikal in pisal. To še vedno delam, vse drugo, kar je bilo potrebno pri takem, bi se rekel, zdaj sem skoraj nekakšno podjetje, fundacija, je opravila moja žena. In zato bi se, preden končam, zahvalil tudi njej. In vsem vam, ki ste prišli na to razstavo, razstava bo skoraj 4 mesece, skratka bo veliko prilike, da si bo
te ogledali in na vsezadnje bom tudi jaz na razpolago za kakšna pojasnila. Vedno s palco. Hvala lepa, da ste prišli. Skozi pregledno razstavo, obsežen katalog in pester spremljevalni program bomo v naslednjih 5 mesecih spoznavali in morda tudi na novo odkrivali slikarja Jožeta Cjuho. K uradnemu odprtju razstave vabim predsednika Državnega zbora, gospoda Janka Vebra. Spoštovani, veseli me, da vas lahko pozdravim na današnjem slavnostnem odprtju retrospektivne razstave mojstra Cjuhe. Gre za izjemnega umetnika, gre za izjemno osebnost slovenskega slikarstva, katerega ustvarjanje traja že 70 letij. Njegov ogromen in po celem svetu razprašen umetniški opus pa vključuje tudi mozaik, ki krasi našo hišo, Državni zbor, in moram priznati, da sem na to še posebej ponosen. Pa tudi sicer ocenjujem, da je sam objekt Državni zbor izjemno, tako arhitekturno kot tudi umetniško delo. Zato mi je še posebej veliko veselje in čast, da sem danes v vaši družbi. Skozi človeško zgodovino je bila umetnost tista, ki je bogatila in lepšala življenje naših prednikov, nič drugače ni tudi danes. V današnjem času, ki ga zaznamujejo nekakšen nemir, hiter življenjski tempo in nešteto vsakdanjih skrbi, je umetnost, bodisi glasbena, slikarska, kiparska ali katerekoli druge zvrsti, še toliko bolj dobrodošla in zaželena. Bolj kot kdajkoli prej dviguje človeškega duha, ga plemeniti in hrani njegovo dušo. Hkrati pa umetnost predstavlja tudi tisti pomemben in pester del medčloveških odnosov, ki omogoča neposredne stike med ljudmi, jih zbližuje in povezuje na prav poseben umetnostni, samo umetnosti lasten način. Umetnost je čudovita vrednota življenja. Kdor se ji preda, je varen pred viharji našega notranjega in zunanjega sveta, je dejavnik francoski pisatelj. Ob tem si upam trditi, da bi bilo življenje brez umetnosti zagotovo silno pusto, prazno in na nek način celo dolgočasno. In če to velja za vsakega izmed nas, velja še toliko bolj za umetnike same. Spoštovani, Slovenci morda res sodimo med manjše narode, vendar pa je naše umetniško ustvarjanje bogato in pestro, kakovostno pa prav nič ne zaostaja za stvaritvami velikih narodov. Dokaz takšnega vrhunskega in neutrudnega ustvarjanja, neusahljivega navdiha ter bogate domišljije je zagotovo umetniški opus gospoda Jožeta Cjuhe. Slikar, pa tudi pisatelj in državljan sveta Jože Cjuha je v mladih letih kolebal med nogometom in poezijo, torej med žogo in besedo, ter se, kot sam pravi, odločil za vmesno pot, za podobo. Ne glede na kritike, naj si izbere kakšen drug poklic, čež da ne premore potrebnega talenta za slikarja, je k sreči vztrajal na svoji poti. Moram priznati, da mi je izjemno presenetila, malo da ne razočarala informacija, da Jože Cjuha v domačem okolju še ni bil deležen nobene zares pregledne razstave, in to kljub dejstvu, da je po svetu samostojno razstavljal več kot 200-krat, ter za svojo ustvarjalnost prejel številne pomembne mednarodne nagrade in priznanja. Tujina je opazila njegovo drugačnost in samosvojost. V Franciji je bil nagrajen celo z naslovom vitez lepih umetnosti in literature. V Avstriji je prejel najvišje državno odlikovanje, častni križec za znanost in umetnost, imenovan pa je bil tudi za častnega člana Ruske akademije. Žal pa domovina kot prava mačeha precej dolgo ni priznala Cjuhove umetnosti. Veseli me torej,
da galerija Richard Jakopič gosti ta izjemen in hkrati zahteven projekt retrospektivne razstave, s katerim se javnosti na ogled postavlja impozanten opus umetnikovega ustvarjanja. Cjuha se nam danes predstavlja v vsem svojem obsegu, od risb in slik do knjižnih ilustracij. Razpet med Parizom, ki ga vzel za svojega umetnika, Ljubljano in otokom Šipen, pa Cjuha strajno nadaljuje svojo umetniško pot in še naprej neutrudno ustvarja v prepričanju, da bo svojo najboljšo sliko šele naslikal. Spoštovani, hvala za pozornost, veliko užitkov ob ogledu te izjemne razstave in še enkrat tudi v mojem imenu čestitke gospodu Jožetu Cjuhi in še enkrat veliko čast mi je, da se danes srečam tukaj z vami. Hvala.